Zdaj pa pojmo na lepše teme. Kot veste, je to naša že 16. sezona in če me spomin ne vara, nismo še nič pogledali našo spominsko knjigo. To je knjiga, v katero znani obrazi napišejo kakšen nasvet ali pa kar svoje spomine na čas, ki so ga preživeli z menoj. No, tisti, ki so dejansko preživeli. Mrtvi ne pišejo. Upam. Kakorkoli pretekli konec tedna sem imel manjšo zabavo in tole so mi napisali moji gostje. Prvo misel mi je napisal dr. Robert Golob, naš premier. S ptiče perspektive se vidi vse, tudi tisto, kar je v čem skrito. Razen, če je skrito nekaj pod streho, pa grem direkt v strešnik. Golob je zabave zgodil odšel, kar je super, saj tako modrih misli nihče ne želi dolgo poslušati. Naslednjo mi je napisal župan Zoran Janković, je bil tam, to se ga ne spomnim. Jurček, de, to bo enkrat vse tvoje, de, si ne volim te. Kot kaže, me je gospod Janković zamešal s svojim sinom, očitno se mu že malo poznajo leta. Pa nisem njegov sin, edino Jankovićevo žlahto, ki jo poznam, je Ujard Al Janković. Pejo naprej, Zmago Jelinčič, da vidimo, kaj je napisal. Odkar sem samski, ne jočem več zaradi žene, zdaj me le še tvoja oddaja jokajoče uspava. Lepo. Tem se reče Brn strokovno. Okay. Res je, da mu je ime Zmago, ampak v ločitvi zgleda ni lih Zmago. Luka Mesec je naslednji, da vidimo, kaj je da. Tam je neko pesmico napisal. Cindy, Cindy, sindikat zaprl, nikoli ti ne bi vrat. Brez tebe vse bi bilo privat, Sloveniji vladal bi razvrat. Tega ne bomo niti komentirali. David Urankar, moj dobri prijatelj in partner v golfu. Jure, a se spomniš zadnjič tam na robu golf zelenice, ko sva se s Kedjem zaletela v unga gospoda, ko pol ni več vstal? No, a se spomniš, da sem jaz tam rokavico zgubil, maybe? David, to se pa ni zgodilo. Če bi pa sebi, si pa verjetno obljubila, da si to zbriševa iz spomina. Borut Pahor. Da vidimo, kaj je Borut Pahor. Oj, Benti, tle pa ni nič napisan, to so pa sam solze. Gospod Pahor je joku. Ja, zgleda. Joku je, poslavlja se in mu ni lahko. Mi jaz bomo tudi pogrešali, gospod Pahor. Smo se veliko nasmejali na vaš račun. V glavnem, Vlado Kreslin je naslednji, poglejmo, kaj je napisal. Preko Mure, preko Drave, pa ne vem več kam, morda z Goriškega v Piran. Ne vem, zadnje čase sem malce zgubljen. To je Kreslin napisal, preden so ga razglasili za pogrešanega. Vlado, če slučajno gledaš, ko si bil tle, si pozabil par zadev, denarnico, telefon in če iščeš eno črno kitaro, jo imam jaz. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.